Ja, lepo pozdravljene in pozdravljeni na današnjem srečanju feminističnega seminarja, ki ga organizirava s Klaro Torepec. Jaz sem Katja Čičigoj, seminar, kot veste, verjetno nekatere organizirava skupaj s Kudoman arhiv in Trubarjevo hišo literature. Danes imamo v bistvu nekako zaključno srečanje tega prvega bralnega dela seminarja, v katerem smo brali knjigo Kaliban in čarovnica Silvije Federici. Danes se nam na srečanju pridružila Teja Hvala in o tem bo Klara še nekaj več kasneje povedala. Jaz bi samo zaenkrat rada vas tudi povabila na naslednje srečanje tega seminarja, ki bo v bistvu predavanje Nadje Ebner o porodnem nasilju in prenovi o porodne skrbi. To bo v torek 9. februarja ob 18. uri. Kasneje sledita še 2 predavanji, domnevno eno filmsko srečanje, oziroma to bomo še videli, kaj bo s tem srečanjem glede na razmere, glede na epidemiološke razmere. Drugače pa nas čaka tudi branje še 2 knjig, maja in junija, oziroma pogovor o 2 knjigah, o knjigi Malina Ingeborg Bachmann in Deklina zgodba Margaret Atwood, torej 2 leposlovni deli. Danes pa, kot rečeno, še zadnjič govorimo o Kalibanu in čarovnici Silvije Federici. Ja, tako v bistvu nekako je to srečanje namenjeno temu, da nekako pregledamo tudi zagate, ki so se mogoče nam med branjem tega seminarja pojavljale, in v bistvu skupaj s Tejo nekako določene teme načnemo, predebatiramo, pokomentiramo in nekako zdaj zaključimo skupaj branje tega dela. V bistvu Teja bo danes govorila o prevajalskih zagatah in rešitvah, v katerih se dokopati tudi z dodatno pomočjo prevajalke Mojce Dobnikar, in osredotočila se bo tudi na nekatere vsebinske poudarke Silvije Federici, ki je 15 let po prvi knjižni izdaji Kaliban in čarovnice v angleščini še vedno burijo duhove. Kot rečeno, pa seveda na koncu Tejinega recimo temu predavanja sledi še pogovor o raznih dilemah, premislekih in vprašanjih, ki so se porajali sodelujočim pri bralnem krožku. Mogoče še par besed o Teji Hvala za tiste, ki je še ne poznate. Teja Hvala je komparativistka in sociologinja kulture z magisterijem antropologije spolov. Ukvarja se s publicistiko in prevajalstvom in v Društvu Mesto žensk skrbi za program kulturno-umetnostne vzgoje in pa za knjižnico Mesta žensk. V Cerknem pa pod okriljem društva CMAK organizira festival Divje babe. Povemo samo par stvari, pri katerih je aktivna. Mogoče samo še par tehničnih stvari. Zagotovo ste že vsi vajeni raznih predavanj preko Zooma, ampak vseeno vsak tak ponovim. Seveda, kolikor imate mogoče kakšen šum v ozadju ali pa ste v klubnem prostoru, je seveda zaprošeno, da imate mikrofon trenutno na tiho, potem pa seveda z veseljem postavite Teji vprašanja, lahko tudi že vmes in se takrat seveda odmutate. Kamera pa seveda čisto po lastni izbiri, komur to ustreza in kdo se počuti, da ima vklopljeno, naj jo ima, kdor pa ne, pa tudi nobene panike. Bo pa vse skupaj trajalo nekje tam do 8. ure, morda zaključimo že prej, če pa bomo imeli dolgo razpravo, pa mogoče še podaljšamo malce kasneje. Pa lahko samo še opozorim, da tudi današnji dogodek se predvaja na Facebook profilu Trubarjeve hiše literature in pa mislim, da še na neki drugi spletni platformi, ki se pa zaradi trenutno ne bom spomnila, ampak nič ne de, važno, da imamo vsaj 2 znani platformi. Tako da jaz se zdaj začasno mutam in predajam besedo Teji. Izvoli. Okej, hvala. Upam, da se sliši v redu. Jaz sem, v bistvu to ne bo glih predavanje, ampak tako sem zbrala par teh prevajalskih zagat, ki so mogoče zanimive tudi za vas.
je pa o tem težko soditi, ne, z moje perspektive, tako da bi bila ful vesela, recimo, če kar vmes me opozorite mogoče na kako rešitev prevajalsko, ki se vam je zdela nenavadna ali pa preprosto napačna ali pa tudi pohvale vredna, zato da bo pač zanimivo za dejansko za vas, ki ste se pridružili in pridružili danes. Uvodoma moram povedati, da je bilo to prevajalsko delo precej dolgotrajnejše, kot sem načrtovala, ne toliko zaradi osebnih okoliščin, tudi to, ampak predvsem zato, ker v bistvu šele pri tem drugem branju, ki je bilo že z prevajalske perspektive, ne, ko sem zraven že kot prevajalka razmišljala, sem pogruntala in preverjala že določene informacije, ne. Sem pogruntala, da v bistvu ta angleška izdaja, prva izdaja, ki je šla pri založbi Avtonomedija, ni bila uredniško pregledana, kar je tudi kasneje Silvija Federici potrdila in obžaluje. In kaj to pomeni, a ne? To pomeni, da je bilo treba vzeti v ozir in praktično preverjati vse, ne. Od zatipkov do letnic, do črkovanja naslovov citiranih del, ki so v latinščini, neki stari nemščini, vse živo, in tudi natančno citiranje, kot se je izkazalo, ne. In pol je bil še ta problem, ki pa ni specifičen za to knjigo, da recimo številna sploh literarna dela ali pa tudi neki traktati iz poznega srednjega veka pa zgodnjega novega veka, iz katerih ona citira, a ne, v knjigi, to so zelo dolga dela, a ne, in če že obstaja prevod, je ponavadi močno krajšan ali pa precej prirejen, a ne. In recimo, jaz sem se recimo strašno veselila, da je Burtonova Anatomija melanholije recimo prevedena pri Studii Humanitatis, a kaj, ko tistih odlomkov ni bilo noter, ne, recimo. In podobnih primerov je bilo še kar nekaj. Tako da pač to preverjanje, no, je res vzelo ogromno časa in smo pač skušale v bistvu jaz pa prevajalke, ki so mi pač svetovale in pomagale si pomagati po najboljših močeh. Veliko stvari je bilo pa treba pač prevesti enostavno prvič. Moram pa nujno povedati, da je, čeprav na žalost v knjigi na naslovnici Mojca Dobnikar ni navedena, je zelo veliko prispevala k prevodu te knjige. V bistvu je prevajalsko zgladila in dopolnila celotno 3. in 4. poglavje, se pravi 3. poglavje, ki obravnava to mehanicistično filozofijo, pa pol 4. poglavje, ki obravnava lov na čarovnice evropski. To je v bistvu njeno delo, a ne. Ampak zdaj ne bom tukaj razlagala, kakšni zapleti so bili posredi, da se ni mogla pojaviti na naslovnici, lahko pa tudi, če koga to zanima. Omeniti moram nujno še Nado Grošelj, izjemno izkušeno prevajalko, ki je pregledala naslovne citate, prevode naslovnih citatov, ki se pojavijo pred začetkom vsakega poglavja. In Suzano Koncut, ki je prevedla prav za to knjigo francoski pregovor o ženskah iz 17. stoletja, iz francoščine, ki tudi pač še ni bil preveden. Je pa v bistvu v kolofonu še cela vrsta drugih ljudi, ki so tako ali drugače mi pomagali, ali pri iskanju navedkov iz Marxa, ali iz Foucaulta, in tako naprej, ne. Tako, mogoče to za uvod. Zdaj, sam jezik Silvije Federici se mi zdi tako zelo premočrten, zelo jasen,
recimo ni se, recimo ne zateka se kakim stilistični rabi, sopomenk recimo za isti pojem, zato bi bil tekst bolj razgiban, ampak pač vztrajno uporablja en in isti termin za eno in isto pojav, ne. Tako da v tem smislu je tekst zelo jasen. Vseeno pa je ravno po moje zaradi tega, ker ni bil uredniško pregledan, prihajalo kar do težav pri določenih pojmih. Recimo, če omenim za začetek, pojem labor power, ne. Zdaj, labor ponavadi je v angleščini delovna sila, labor force, labor power je pa nekaj drugega, ne. Je delovna moč, se pravi, se nanaša na sposobnost, na zmožnost dela. Ampak recimo pri Federici je oboje labor power, ne. Tako da tam smo mogli pol čisto v bistvu, sem mogla po smislu prevajati, razen ker je šlo pač za neke navedke že prevedene, ker je bilo jasno pač, da kjer je nekdo drug pred mano že mogel sprejeti to odločitev. Tako. In pol tudi sam pojem power, ne. Zdaj, če se nanaša na Foucaulta, na njegovo teorijo, s katero veliko polemizira v tej knjigi, je jasno, da je to oblast, ne, da so power relations oblastne razmerja, ne razmerja moči. Ampak v vseh drugih kontekstih je bilo pa tudi to v bistvu do neke mere prepuščeno meni, oziroma pač navezovanju na konkreten kontekst, ne, a je to moč, a je to oblast, a je to nadvlada in tako naprej. To je en tak primer. Pol tudi recimo, to niti ni mogoče tako pomembna tema, ampak tudi razlika spolnost, seksualnost, ne. V besedilu je pač seks, ne, ali pa sexual relation. Ampak zdaj v slovenščini povsod prevajati te pojme kot seksualnost, čeprav je jasno, da se nanaša, iz konteksta jasno, da govorijo o spolnem aktu ali pa prav občevanju, ne, se mi je zdelo malo nesmiselno, tako da sem pol se odločila, da bom pač pri Foucaultu je jasno spet, ne. Tam se striktno kot seksualnost prevaja. Zdaj, ker je pa šlo za neke druge kontekste ali ne vem, spolna razmerja v poznem srednjem veku ali pa kaj takega, sem pa pač ločila tako, da če je bilo očitno, da je govor prav o spolnem aktu, sem uporabila pač to besedo, spolni akt, občevanje ali pa spolnost, če je šlo pa za širšo sliko, ne, pa seksualnost, recimo tako. Pol še ena nejasnost je bila vezana na pojem relations, ne, se pravi razmerja ali pa odnosi v slovenščini. Pri Federici je vse relation, ne. Zdaj v slovenščini pa, če rečeš razmerje med ljudmi, ne, to spet napeljuje na neko intimno razmerje, ne, tako da je pač treba prevajati kot odnosi. Zdaj, to so neke, bi rekla, taka obča mesta, ni treba zdaj mogoče o tem dolgo na široko. Bolj zanimiv oreh je bil izraz commons, ki se običajno v slovenščino prevaja kot skupno, in pa izpeljanke iz commons, ne. In zapletlo se je ravno zaradi izpeljank, zato ker če bi zdaj tukaj bil samo izraz commons, pač bi se sigurno odločila za ta dokaj uveljavljeni prevod skupno, pa pol pač dodajaš samostalnike po potrebi, ne, tiste, ki pašejo zraven, ampak malo se je zakompliciralo, zato ker v bistvu cel cajt poudarja, da je to, kar smo pol tudi dale skupaj z Mojco eno v redkih prevajalskih opomb v knjigi, da je point besede commons, ravno v tem, da pomensko pokriva veliko stvari, ne. Prvič skupnost ljudi, ne, ki uporablja, recimo skupna zemljišča, ne, v srednjem veku,
hkrati pa tudi označuje dobrine oziroma vire, s katerimi ta skupnost razpolaga, a ne. In prav ne samo zemljo, ampak vse, kar imajo skupnega, ne. Skupno imetje, skupno zemljišče in same odnose med temi ljudmi. In zdaj, zdaj ta prevod skupno nikakor ne more tega zajeti. Potem jaz sem ful pol pregledovala, raziskovala razne vire, kako so se še prevajalke in prevajalci odločali, ne, ampak zelo prevladuje pač vsaj v tej bolj mogoče sociološki literaturi pač skupno, prevod skupno za Commons. Potem pa je Mojca Dobnikar predlagala v bistvu prevod, ki ga je uporabila že, ko je prevajala knjigo Johna Dreiseka Politika zemlje, okoljski diskurzi, in sicer Skupnina. Jaz sem za ta pojem takrat prvič slišala, ker ga ni niti v teh nekih starejših slovarjih, ga ni noter. In je rekla, da je to dejansko nek arhaičen izraz, a ne, ki pa zato, ker a ne, že zaradi končnice nina, ne, lastnina, skupnina, a ne, ravno to nakazuje, pač, da gre za skupno last, posest, vire, nekaj skupnega, kar je vezano na materialne pogoje bivanja, ne. In pol dlje, ko smo s to besedo pač poskusno uporabljale, bolj nekako se nam je zdela v bistvu sprejemljiva, ker mogoče deluje komu kot neologizem, ravno zato, ker ni znana, ampak v bistvu ni neologizem, ne, in je pol tudi v bistvu Mojca to predvsem raziskovala in ugotavljala, da obstajajo pač pokrajinske ustreznice za ta pojem, recimo Urbar v Prekmurju, pa Gmajna na Gorenjskem. S tem, da pri Gmajni se spet zakomplicira, a ne, ker en možen prevod Commonsov bi bil tudi Gmajna, a ne. Recimo Creative Commons licenca se prevaja kot ustvarjalna gmajna, kar se sliši super, ne. Ampak gmajna ima spet širši pomen, se pravi Commonsov na splošno, a ne, skupnine, ima pa tudi ožji pomen kot tista neobdelana zemljišča na nekem zemljiškem gospodstvu fevdalnem, ki v bistvu, za katere je fevdalec oziroma pač zemljiški gospod presodil, da niso uporabna, ne. In tisto je prepustil skupno rabo svojim plačanom, ne. In ta gmajna je v bistvu zamejena bolj ali manj na manj rodovitno zemljo, niti ne gozd kot tak, ker ga je mogoče ekonomsko zelo dobro izkoriščati, ampak bolj to grmičevje na robu gozda, ščavje, če hočete, a ne. Poleg tega pa spada noter tudi k tej skupni zemlji, recimo, ne, kar bi bilo common land, še recimo kali, se pravi kali za napajanje živine, pa skupne poti, ribniki, ne pa recimo neko pravo jezero, ki ga je spet mogoče bolj intenzivno ekonomsko izkoriščati. Se pravi, vse tisto, kar ima manjšo neko uporabno vrednost ali pa kar je tudi težje v denar spraviti. Zdaj, na Slovenskem pol tudi omenjajo, a ne, da v bistvu je terminologija vezana na ta manj rodovitna skupna zemljišča in skupne vire, ima dva izvora, ne, ali je latinski ali je pa nemški, ne. Latinski je bil koren pol communis, a ne, pri nemških pa digemein, ne, skupnina, skupno spet. In še en pojem, ki sigurno ga vsi poznamo, je se opravičujem, srenja, ne. Ampak srenja ima rahlo pejorativen prizvok danes, tako da smo na koncu recimo ravno pri communal lands, ne, kako ćemo prevesti common lands, sem se pol odločila za pač najbolj preprost možen prevod, ki je najbližje sodobnim
nam danes, ne, današnjim uporabnikom slovenščine, tako da so common lands na koncu sem prevajala kot skupna zemlja ali pa zemljišča. Tako. In pol izpeljank je pa v knjigi zelo veliko, ne, imaš common good kot skupno imetje, pol imaš the common sharing of goods, kar sem prevajala kot skupnost dobrin ali pa skupnost imetja, tudi skupnost premoženja. Pol zanimiv mi je bil pa izraz, kaj izpade kot v bistvu na nek način nepotrebno podvajanje istega, to je community relations, ne. Se pravi, odnosi v skupnosti, ali pa celo obstaja en prevod pri Krtini v knjigi Liberalni nacionalizem od Jael Tamir, ker so community relations prevedena kot skupnostna razmerja, ne. Ampak se mi je zdelo, da tudi zato, ker sem pol naknadno izvedela, da recimo v pravni stroki skupnostna razmerja, ta izraz, da se to uporablja skoraj striktno v zvezi z zakonsko skupnostjo, ne, kar tukaj nima veze pač s tem, ne. Sem se pol odločila v bistvu za neke sorte opisni prevod kot odnosi v skupnosti. Ali pa celo samo skupnost, a ne, ker spet saj v slovenščini pač skupno že predpostavlja, da je to vez med ljudmi, ne. Skupnost je odnos, ne, med ljudmi. In se mi je zdelo, da ta community relations na nek način pride do nepotrebnega podvajanja besed, pravzaprav za nekaj, kar se da z eno besedo povedati. Pol se je pa malo zakompliciralo, recimo, ne, pri teh izpeljankah, ki pa imajo v strokovni literaturi vendarle neke uveljavljene prevode, recimo communal village lands, ne, kjer je pri Andersonu so recimo to prevedli srenska vaška zemlja, ali pa recimo Federici tudi razlikuje med komunalizem, se pravi komunalizmom, pa komunizem, ampak ne v smislu tem komunizem, kot ne, ekonomski sistem, ki ga poznamo iz svoje preteklosti, ampak kot neka različica komunalizma. In tukaj recimo se pač za skupnino si ni bilo mogoče pomagati, tako da sem enostavno dobesedno predvajala pač komunalizem kot komunalizem, komunizem pa kot komunizem, ne. Čeprav pol, ko recimo tam prebereš v tekstu komunizem dobrin, a ne, verjamem, da zveni nenavadno. Tako. Tako, no, pol mogoče samo še ena stvar, no, preden prepustim komu, da mogoče izpostavi kak primer, ki je vas zainteresiral ali pa presenetil, je pa bil razlika med pridevniško rabo besede reprodukcija, ne. A je zdaj reprodukcijska sposobnost žensk ali je reproduktivna sposobnost žensk, ne. A so reprodukcijski stroški, a so reproduktivni organi, kaj zdaj, ne? In v čem je sploh razlika, ne? In zdaj, če pogledaš, vsaj v tej neki pogovorni rabi ali pa tudi pisni rabi, se mi zdi, da pri nas prevladuje beseda reproduktivno, ne reprodukcijsko, ampak to smo potem tudi s pomočjo lektorice ugotavljali, da gre pravzaprav za napako in da je pač v tem slovničnem smislu pravilna oblika reprodukcijski, ker problem je v tem, da recimo v SSKJ-ju sta obe različici navedeni, ampak razlaga je pa identična pri obeh pojmih. Tudi primeri v bistvu ne nakažejo recimo razlike med kot recimo pri razliki med zmožnostjo in sposobnostjo, ker se zmožnost nanaša na stroje, recimo, ne, sposobnost pa na ljudi, ne. In nismo prišli temu do dna, tako da smo se odločili čisto za pač slovnično pravilno obliko, čeprav v rabi pa prevladuje ta nepravilna, reproduktivni, ne. Tako, to je mogoče pade v oči, ker pač odstopa od siceršnjih besedil.
kaj še, no. Mislim, meni osebno, recimo, mi je bila zanimiva ta terminologija tudi vezana na različne oblike nepokorščine ali pa upora, a ne. In tudi tukaj mi je bilo zelo všeč, v bistvu sem bila navdušena tem, kako bogat besednjak imamo tudi v slovenščini, ko gre za razlikovanje med uporom, vstajo, bojem, puntom, nemirom, vrenjem, izgredom, neredom in tako naprej, no. To mi je bilo kar užitek, moram reči. Ker te tudi prisili v bistvu, da pravzaprav razmisliš, da kaj je pravzaprav razlika, a je sploh razlika, ali gre samo za neke nianse, tudi v smislu prizvoka čustvenega, ne. Mogoče bi jaz kar skočila z enim vprašanjem, upam, da nisem nobenega prehitela. Mene pa zanima tako mogoče neka taka splošna stvar, ker pač nisem prevajalka, mogoče bodo imel kakšno bolj prevajalsko specifično vprašanje, ampak me tudi zanima, ti si tako valjda delo že odprej poznala, preden si ga šla prevajati, pa me zanima, če si potem, ko si šla v to vlogo prevajalke, tudi predhodno naredila neko raziskavo o tem, kako so drugi prevajalci ali pa bralci sprejeli to delo, kaj jih je recimo zmotilo ali pa navdušilo, ko so to prebirali in mislim, kakšne so bile neke tvoje predpriprave na prevajanje te knjige, tudi v smislu tega, da si se poglobila ali v sam sprejem dela ali v izkušnje drugih prevajalcev ali pa konec koncev tudi bralcev tega dela, no, ki je tudi ziher do neke mere vplivajo na samo potem gledanje teksta ali pa razumevanje nekih mogoče miselnih tokov ali pa povezav pa Silvije Federici, no. Ja. Mogoče moje vprašanje. Ja, najprej sem si priskrbela srbski prevod, ki je takrat že obstajal. Priskrbela sem si ta izvirni tekst, ki sta ga v italijanščini, se pravi v bistvu ne knjigo Calibano in čarovnica, ampak njeno predhodnico, to je Il Grande Calibano. Pardon. In recimo, pardon, samo malo. Ja, ti pomagam. Samo moment. Zakaj to? Aha. Ok, hvala. Ja. Ja, in recimo tudi pri srbskem prevodu se je izkazalo, da kar se mi zdi, da je tudi sicer, bi bom rekla, usoda te knjige na nek način, da je veliko bolj odmevna in brana in popularna v aktivističnih krogih kot v akademskih krogih. In tako da recimo vem, da za španski prevod sem ziher, pa tudi za ta srbski prevod, da sta išla pri res majhnih založbah, neodvisnih založbah, ki imajo seveda podobne probleme kot Avtonomedia iz New Yorka, ne, in to je, da pač nimajo niti denarja za neke res temeljite uredniške preglede ali pa ti izostanejo. Tako da tudi srbski prevod mi je bil na trenutke vsekakor v pomoč, na trenutke me je pa predvsem v smeh spravljal, no, zato ker so bili res eni odbiti prevodi noter, ki pač niso imeli veze s tem, kar dejansko piše. In spet, se mi zdi, da je tam šlo spet za neko zelo zanesenjaško delo, no, bolj kot ali pa vsaj finančno nepodprto delo, no, na žalost. Tako da to mi je bilo mogoče najbolj zanimivo spoznanje čisto na začetku, da v resnici nekih tako recenzij ali pa kritik, ki bi jih izrekali tako akademsko uveljavljeni ljudje v akademsko priznanih revijah, ne, niti nisem našla. Je pa ogromno razprav, člankov, bralnih krožkov tudi in odmevov, ki so bolj v teh nekih aktivističnih kontekstih se pojavljajo.
In tako da s tem se je bilo pač treba sprijazniti, da bo zaradi vsega tega treba res zelo, zelo veliko časa vložiti v preverjanje zapisanega, čisto faktografsko preverjanje zapisanega. Ne? Ko enkrat v knjigi naletiš na letnico, ki je narobe napisana ali pa dobesedno narobe prepisana iz enega citata, iz drugega dela, ne? Takrat se zaveš pač, da obstaja možnost ponovitve te napake. Ne? Tako da jaz v bistvu naprej, to, kar si dejansko vprašala, Klara, nisem si delala nekih seznamov literature, ki jo moram zdaj prebrati, ampak sem v bistvu od poglavja do poglavja, ko sem videla, kaj konkretno je tema in kak je besednjak pravzaprav, ne, sem si pač ali z neta in z knjižnic in od prijateljev sposojala čim več v bistvu nekih strokovnih virov, tako tiste, ki nekatere referira Federici, pa tudi take, ki so bolj vezani na slovenski fevdalni kontekst zaradi izrazoslovja, ne, zaradi izrazja. In sem si sproti pač tudi slovarčke pol delala, tisti slovar ima, ne vem, 30 strani, ker me je res v bistvu pozitivno presenetilo to po eni strani, kako dobro je pokrito to obdobje z neke historiografske perspektive, saj na slovenskem, ne. Zdaj ne govorim konkretno o preganjanju čarovnic, ampak pač obdobje kot tako. In tudi kako bogato izrazje imamo na tem področju in izrazje, ki ni zdaj zapakirane v neke težko dostopne članke, ampak ga najdeš v SSKJ-ju, recimo, z izjemo skupnine. Tako da to so bile v bistvu moje priprave oziroma sprotno branje, no. In kar pomeni, ne, da če na ta način vstopiš v delo, plus kot nekdo, ki ni zgodovinar, ne, jaz sem sociologinja pa primerjalka, pomeni tudi, da moraš v bistvu z vsakim novim člankom pride en aha moment, ko si rečeš, aha, to pa ne bo v redu, bo treba popraviti za nazaj. No. Tako. Recimo danes bi gotovo bolj suvereno uporabljala predvsem besedo punt ali pa puntarski, pa puntar, ki nima ustreznice zdaj tukaj v knjigi, ne, da bi bil to nek specifičen izraz, ampak gre za struggle, revolt ali pa kaj takega. In sem pol pač večinoma se na besedo upor oprla, ampak danes bi recimo gotovo dala besedo punt večkrat noter, ker se mi zdi, da je pa vendar v slovenskem govornem okolju toliko uveljavljena in toliko bolj asociativno bogata, ne, za nas. To. Zdaj od kritik, no, kar se tiče recimo odzivov na prevod, sem jaz v resnici zasledila eno samo, malo bolj poglobljeno recenzijo na Radio Študent, druge ne, razen nekih tako pač kratkih zapisov, da je knjiga izšla. In v tisti recenziji je avtorica recimo omenila to, kar si tudi ti, Klara, med pripravami na današnji pogovor, omenila to, da na trenutke izpade knjiga rokohitrsko, sploh recimo, kadar gre za čisto soočenje različnih virov ali pa povzemanje različnih virov, da si to, kar si govorila, da si imela občutek, da je kako si že rekla, da se vse prehitro zgodi, no? Da je toliko zgoščeno, da v enem trenutku trdi eno, v naslednjem trenutku pa čisto nasprotno trditev postavi, ne? Mogoče lahko ti bolj... Ja, ne, samo vem, da ko smo prebirali nekatera poglavja oziroma podpoglavja, no, se poglavij samih je v bistvu 5 teh večjih, se na momente pač zazdelo, da so nekateri, da sicer so, mislim, da čisto možno, da so vsi ti viri, ki jih navaja, popolnoma resnični, kljub temu se na nek način zdijo neverjetni, ampak konec koncev zgodovina sama je precej neverjetna in bizarna v nekaterih svojih preobratih, ampak se na neki točki zdelo, da so pa nekatere stvari vseeno majčkeno preblizu postavljene, da bi se lahko to hitro odvile, oziroma da so nekateri zaključki bili mogoče malo prehitro narejeni, ampak
Je pa tudi res, da smo se potem kasneje sami pogovarjali na teh srečanjih, a je to mogoče samo zato, ker se zdi tako neverjetno, da so se stvari tako hitro ali pa tako obrnile, no, za, ne vem, 180 stopinj ali pa za še več. Ker smo potem ugotavljali same, da kako se recimo nekatere stvari že v zadnjih 20 letih lahko drastično spremenijo, čeprav se zdi, da nemogoče, da se bodo nekatere pravice ne vem, spremenile, ali nekateri zakoni postali ali bolj represivni ali pa pač manj, no. Mogoče samo zato, ker se pač zdi ta del zgodovine tako neraziskan, da se zelo veliko trditev včasih zdi mogoče malo hecno med seboj povezanih, ampak ja, potem je pač se postavilo vprašanje, a je to bolj posledica tega, da se nam zdijo neke stvari neverjetne, tudi so se pač preprosto zares tako zgodile na tak neverjeten način, no. Mogoče sem se malo zapletla vprašanje oziroma moja pojasnila, ampak ja, kako ti gledaš na to kot prevajalka, oziroma tudi konec koncev oseba, ki je prebrala veliko literature feministične, ki se ukvarja s feminizmom. V bistvu, to je mogoče pod vprašanje, kako v bistvu sama gledaš na to delo, oziroma kaj je tebi dalo zdaj, ko si ga še v bistvu prevajala, ne samo prebirala, no. Mislim, da je Katja hotela nekaj dodati. Čisto možno, se opravičujem, Katja. Ne, mislim, da ne. Oziroma, ne moreš se priklopiti, ali kaj zvoka? Pardon. Ti imaš to čez... Očitno res. Mislila, da je to malce bolj... Evo, pardon, Katja. Ok, zdaj deluje. Mogoče za vse, ne vem, če imaš to možnost, da za vse sodelujoče tudi omogočiš, da se sami... Ja, se opravičujem, če kdorkoli že hotel postaviti vprašanje, očitno sem nekatere stvari narobe nastavila, bom popravila medtem, ko bo Katja dopolnila vprašanje. Ne, jaz sem v bistvu, saj ne vem, no, mislim, da je to dopolnitev, je to že neko drugo vprašanje, ampak tako glede tega, kar se spomnim, da smo se malo, recimo smo se pogovarjali pa včasih čudile ali nekaj podobnega, kar se jaz spomnim, recimo, da se je tudi meni kdaj ven butnilo, ampak tle je tudi vprašanje perspektive, ki jo pa zavzame avtorica, ne. In to je, ne vem, pri kakšnih analizi, kakih primerov, vem, da se nam je zdelo, smo se pogovarjali, da tako zelo njena analiza nekako podrejanje žensk, recimo, ali pa spolno neko tudi nasilje, ne, in druge oblike, recimo zatiranja, tej neki razredni perspektivi, no, tako to se nam je zelo zdelo, recimo tisto, kar je, mislim, da Klara omenila v teh vprašanjih, ki jih je poslala, mi je tam en primer, o katerem smo se veliko pogovarjali, ne vem, neko pač organizirana kolektivna posilstva, ki jih nekako obravnava v smislu, da so tako bila funkcionalna za ohranjanje nekega, mislim, da je to na koncu drugega poglavja, če se ne motim, za ohranjanje nekih pač teh razrednih razmerij, ampak tako nekako ni sploh nobene besede o tem, kakšni v bistvu nekako, kakšni odnosi med spoloma so morali biti in kak odnos do žensk so morali imeti pač ti, ki so to izvajali, ne, da je bilo to sploh mogoče, razen tega, da je pač to bilo v funkciji ohranjanja nekega reda. No, tako vem, da smo o tem se zelo veliko pogovarjali. Zdaj ne vem, če je Klara, če si s tem merila tudi na to mogoče, ampak tako mogoče za nek bolj konkretni primer. Ni pa to zdaj neko striktno, zelo prevajalsko vprašanje, ampak ne vem, sem razmišljala, da je to sploh kdaj kaj zmotilo ali ven butnilo ali niti ne. No, mislim, to je itak vprašanje, kot so neka perspektive ali pa tudi... Ja, ne, mislim, po moje je treba vzeti v obzir to, da ne že čisto na začetku Silvia Federici reče, da je tako preprosto rečeno, kar se nje tiče, spolna identiteta ni toliko kulturno vprašanje, ampak je razredno vprašanje in da je spol pravzaprav specifikacija razrednega razmerja. To je njena perspektiva, ki je meni recimo v tej poplavi ravno teh kulturoloških interpretacij spolne razlike ali pa identitete
ful dobrodošla, zato ker postavi zadevo na bolj materialne ali pa materialistične temelje. Je pa to res, da sem tudi jaz imela kdaj občutek, da mogoče niti ne toliko, da podrejanje žensk tej razredni perspektivi, ampak bolj, da v bistvu da te strašno dragocene konkretne primere ali uporov, ali nasilja, ali kakorkoli že, ki so pač iz nekih sodnih zapisov, se jih da razbrati, da jih posplošuje malo preveč, no. Kar je po svoje razumljivo, ker mislim, najdi ti zdaj, a veš, pregledno, dokazno gradivo, statistično veljavno gradivo, s katerega bo mogoče delati neke zaključke verodostojne, ne. Veliko je tukaj v bistvu nekega ustvarjalnega dela pravzaprav in tudi pravi dostikrat, da so v bistvu, da so dokazi posredni, ne. Se naslanja na neke posredne dokaze, circumstantial evidence reče, ne. Tako da mislim, da je vse to v igri, no. Mi je bilo pa zanimivo, no, to sem hotela prej reči samo še na to temo, da je v tisti recenziji na Radiu Študent, je recimo, mi je bilo zelo zanimivo, da je ta, mislim, da je pač mlajša Piska o knjigi očitala v bistvu to, očitala je sintetičnost, pravzaprav ta sintetični pristop, če hočete celostni pristop k tematiki, ki je običajno pač k temam, ki so običajno obravnavane povsem ločeno, ne. Zdaj, ali sami čarovniški procesi, ali ta proletarizacija pač ob prehodu in pauperizacija ob prehodu iz feudalizma v kapitalizem, ali pa kmečki upori, te reči so ponavadi povsem ločene, ali pa vprašanje premikov v novoveški filozofiji, ne. Redko se najdeš te stvari prepletene, tako da meni je glih to recimo en strašanski dosežek te knjige, ker si je tako mogočno, široko gradivo vzela pod drobnogled, kaj šele to, da vzporedno obravnava tudi pač procese zasužnjevanja in izkoriščanja v kolonijah, v Amerikah in drugje, na Karibih tudi dosti, ne. Tako da, ampak se mi je zdelo, da ko sem brala to recenzijo, da skoraj kot da nekako zaradi te pač težnje vse splošne k specializaciji znanja in osredotočenju na čim bolj konkretno zamejene probleme, v nekem raziskovalnem delu ali pač pri samem študiju, tako da se ji zdi pač Piski nemogoče, prav tako nezamisljivo, kako lahko pravzaprav zaobjameš tako širino, pri čemer je treba povedati, da to je res življenjsko delo od Silvije Federici, ki ga znova in znova obravnava, Začelo se je z doktorsko disertacijo, nadaljevalo s to knjigo Caliban in čarovnica, nedolgo nazaj, mislim, da samo nekaj let nazaj je pa izdala to knjigo Witch Hunting and Women, ki v bistvu dopolnjuje Calibana in čarovnico ravno tam, ker se je sami avtorici zdelo, da teze niso dovolj jasno razdeljene. Recimo eno poglavje v tej zadnji knjigi, mislim, zadnji, novejši knjigi, je posvečeno prav vlogi otrok v čarovniških procesih, tukaj ni razdeljena. Pol recimo eno poglavje o stigmatizaciji prijateljstva med ženskami, ki tudi tukaj je bolj mimogrede omenjeno, pač tam, ko govori o besedi gossip, kako je nekoč pomenila prijateljstvo med ženskami v anglosaškem kontekstu, danes pomeni pa govorice, obrekovanje. To pa tudi v bistvu ta teza, ki se mi zdi, da je zelo spolzka v Calibanu in čarovnici, ali pa nedokazljiva, ali pa težko dokazljiva, se pravi ta povezava med ekspropriacijo kmetov, se pravi med razlaščanjem ali pa privatiziranjem zemlje na eni strani in stopnjevanjem lova na čarovnice, ta vzročna ali pa neka povezava v knjigi je dosti ohlapna, In spet recimo v tej novejši knjigi pač skuša najti
nove dokaze, črpa iz novih virov, da bi utrdila to tezo. A ne. Tako da to je res neko, pač po moje, njeno življenjsko delo v nastajanju. In ima svoje pomanjkljivosti, sigurno knjiga, glih zaradi pač te širine snovi. Lahko jaz še nekaj vprašam? Ne bi pa rada drugim imela besede, no, ampak samo ker je povezano na to, kar si zdaj govorila, se mi zdi ta širina je, tako se mi zdelo, ko si razlagala, tako zelo povezana ravno s to perspektivo. Tako ravno s to, ker ima to eno perspektivo, lahko zaobjame vse to iz tega marksističnega, marksistično-feminističnega pogleda, ne. Bi se mi zdelo tako zanimivo to, kar si rekla, da v akademskem svetu ni toliko v bistvu obravnavana, tako da bi se mi zdelo zanimivo, kako recimo neki zgodovinarji na to gledajo. Ampak v bistvu, kar sem te hotela vprašati, je to, kar si malo povedala o tem, kako to razvija, ne, čez celo življenje v doktorskem delu in tako naprej. In to sem te že prej hotela vprašati, ker si omenila to knjigo v italijanščini, Il grande Calibano, ne. Pa tako mogoče, če poveš, če lahko še kaj poveš, ker jaz res ne vem v bistvu tega, kaj je, se pravi, tako malo več o tej zgodovini nastajanja te knjige, pa to, kar si rekla, ti si prevajala, čeprav razumem, iz angleščine. Ja. A je to bilo napisano v izhodišču v angleščini ali v italijanščini, ne vem, mogoče. Mislim, ta dizertacija doktorska iz 84. Il grande Calibano je v italijanščini, ne? Izvirni tekst. To je bila soavtorica, je bila Leopoldina Fortunati, ne? Zdaj, Caliban in čarovnica je po angleščini napisan. Okay. Torej ga je ona že v angleščini pisala. Tako. Pač Silvia Federici živi že, ne vem, če ne že 30 letja v Združenih državah, ne. Predvsem v Združenih državah. In je v bistvu jaz o tej italijanski knjigi, ne, o dizertaciji, vem samo tisto, kar piše v predgovoru Calibana in čarovnice, ker sem v bistvu jaz je nisem prebrala cele te knjige, ker ne znam dosti dobro italijansko. In sem bolj z unim CTRL search po PDF-u iskala pač določene izraze, ne. Tako da absolutno nimam tega vedenja. Zdaj v predgovoru pa samo napiše, da je v bistvu Caliban in čarovnica precej radikalna razširitev tematsko osnovna, ne, tiste doktorske dizertacije. Okay. Mogoče sem še to, no, pa res bi odprla pa ne, še za koga. Kar se tiče, ne, to, kar si ti, Klara, govorila, da se način, kako so predstavljeni določeni potek dogodkov, ne, recimo dala si primer takrat prostitucije, ne, kako v enem trenutku je prostitucija nekaj najbolj normalnega, predstavljena kot nekaj najbolj sprejemljivega v tisti družbi, ne. A zdaj Francija ali katero koli državo že obravnava, čez 5 minut, ne, ko bereš, ne, v tem smislu, čez 5 minut je pa že vse na glavo postavljeno, ne, pa se pravi cerkev, ki je še včeraj odpirala bordele, podpirala bordele, jih zdaj zapira, isto država, ne, državni ali pa mestni bordeli, v nekem trenutku je na vsakem vogalu eden, tako rekoč spodbujajo moške, da hodijo k prostitutkam, ne. V naslednjem trenutku so prostitutke na tnalu, pač zatirane, telesno napadane, izgnane iz krajev in ni konca, ne, nekim v bistvu oblikam zastraševanja in mučenja in poniževanja. Tako da se mi zdi, no, in podobno je tudi recimo pri tisti tezi o izrinjanju žensk iz porodništva ali pa najprej zdravilk in babic pač iz neke ljudske medicine, pol pa porodničark iz uradne medicine, ne. In se mi zdi, da ena stvar, ki je na splošno, se mi zdi, kar bereš, taka, bom rekla, eruditska dela, ki zajamejo zelo velika časovna obdobja, kot tukaj, ko govorimo o 500-letni zgodovini kapitalizma, da se je treba nenehno opominjati, a ne, da tisto, kar tam je predstavljeno kot
nek tok dogodkov, ki ga lahko prehitro razumeš, kot včeraj je bilo tako, danes je že tako, ne, da vmes mine v resnici tudi 50 ali pa 150 let, ne, med tistima dvema trenutkoma, ki sta tam izpostavljena v nekem zaporedju logičnem, ne. In spet mislim, da je tukaj problem v tem, da je po eni strani težko imeti to v mislih cel cajt, kadar bereš, ne, po drugi strani pa dejansko gre za tako zgoščeno delo in tudi za pač delo, ki temelji na res neskončno virih razdrobljenih iz vseh mogočih pač tudi geografskih področij Evrope, da dejansko pol te teze tako izpadajo, kot izpadajo, ne, malo prisiljene. Čeprav recimo ravno ta teza o izrinjanju žensk iz porodništva ali pa pravzaprav pač se pravi uničevanja to načrtno uničevanje reproduktivnega znanja, kontraceptivnega znanja, abortivnega znanja, ne, mi je ful zanimivo to, da tista famozna knjiga, ki je Kretina prevedla, Uničenje modrih žensk, ta knjiga, ki je, mislim, da je bila v nemščini prvič objavljena 85. To sta dva nemška avtorja, ki točno to tezo kot Federici razvijata, a ne, da je bil pač lov na čarovnice v prvi vrsti namenjen izkoreninjenju znanja o uravnavanju rojstev, ne, in povečevanju pač števila delavcev, delovne sile. Ampak recimo Federici očitno za to knjigo ne ve, ali pa ni vedela, ko je pisala, ali pa pač je bila tukaj jezikovna ovira, a ne. Skratka, ni ene reference na to knjigo v Federici, čeprav je bila prej napisana, ne. Ampak ko jo pa bereš vzporedno, ne, kar sem jaz počela, pač spet predvsem zaradi izrazoslovja, to knjigo je prevedla tudi moj sodobnikar, zato sem se tudi pol na njo obrnila za pomoč, se pa izkaže v bistvu, da čisto iste teze zagovarjata, ne, res praktično isto tezo, in tudi črpata iz istih virov, ne, raznih teh demonoloških tekstov, pa papeških bul, pa tako naprej, samo da sta si za to vzela veliko več prostora, ne. In so ti argumenti bolj v detajle razdelani, a ne. Tako da se mi zdi, da to je že da je že pač en dokaz, da je Federici vsekakor na pravi poti, da pa je res zaradi obila gradiva in časovne te razpršenosti in osnovnega obsega, da je pač vse to malo na škodo pač elegantnosti izpeljave teh testov. Super. Jaz sem zdaj ugotovila, da se lahko unmutate normalno, oziroma je to vmes uredil Rok iz Kluba Repiše literature. Hvala, Rok. In v bistvu imamo tukaj eno vprašanje, a ga vidiš, Teja, v bistvu je v chatu postavljeno. Jasmina ga je napisala, če ga ne vidiš, ga pa lahko tudi jaz preberem. V bistvu Jasmino zanima, če si imela z Federici kakšen kontakt in če bi ti bilo kot prevajalki laže, če bi jo v bistvu nekako imela na voljo, da bi jo lahko kar tako preko chata, kot sprašuje zdaj Jasmina, vprašala glede nekaterih zagat, no. Ja, jaz sem še preden sem začela prevajati, sem imela kontakt od Silvije Federici, tudi zato, ker je bila gostja Mesta žensk leta 2014, ne. Ampak v bistvu sem jo skušala čim manj nadlegovati z prevajalskimi zagatami in sem čakala vse do konca, da bom tiste stvari, ki jih res ne znam rešiti sama ali pa s pomočjo urednice in urednika na založbi ali pa s pomočjo pač drugih prevajalk, samo za tiste reči smo res sem se posvetovala z njo, no. Ker recimo problem je bil, a veš, parkrat se je izkazalo recimo, da a veš, tam piše, da je iz meditacij, ne, recimo knjige, pa se izkaže, da je iz misli od Pascala, ali pa ne, napačna navedba vira je bila, ne, jaz pa iščem tisti navedek, pa ga ni nikjer, ne, ali pa recimo pri enih referencah na Marxa ni bilo jasno, na kaj točno se nanašajo, ne. Tudi ljudem, pač, ki se res pač spoznajo na Marxa mnogo bolje kot jaz, nismo mogli ugotoviti, kje je prišlo do napake, ker očitno je pa bilo, da pač
da tam, kamor nas je avtorica napotila, tiste navedbe ni, recimo, ne. Tako da bolj te vrste pomoč nam je nudila. Pa ja, pa pol v bistvu, kaj dva smo? Ne, to je to v resnici, no, to je to, bolj na koncu. Ja. Vprašanje mogoče, ali pa mnenje, ali pa pomislek, ali pa komentar, ker pač seveda lahko tudi zapišete, če vam je neprijetno postavljati vprašanja takole govorno, ali pa mogoče sploh nimate te možnosti, no. Komot napišete tudi v chat, je pa pač zdaj omogočeno, da se lahko normalno unmutate, če pa slučajno komu to težave dela, pa mi samo napiše, ali pa bom jaz poskrbela za unmutanje. A lahko jaz samo vprašanje zastavim? Ne. Recimo tako, ful me zanima, recimo, ker ste pri bralnem krožku, si predstavljam, res v detajle predebatirali določene teze ali pa odlomke in tako naprej. Pa me zanima, če je razprava nanesla tudi na to vprašanje, oziroma precej mimobežno trditev v resnici v knjigi, no, ker Federici pravi, da reprodukcijske tehnologije, ne, danes, ne, v katere se pač ogromno denarja vlaga, da ženske reducirajo na maternico kot še nikoli poprej, na stroje za rojevanje. To nekje zapiše, tako dokaj mimogrede, seveda v sklopu pač razvijanja te teze, kako sta tako cerkev kot posvetna oblast, ne, v poznem srednjem veku, predvsem pa v novem veku, skušale prav to početi, ne, reducirati ženske v bistvu na stroje za produciranje delovne sile. Da ne bom samo jaz govorila, mogoče še vidim tukaj par imen z bralnega krožka, tako da ne se kakšno mogoče opogumi, če ne bo pač mi s Katjo pač seveda prevzeli to nalogo, ampak mogoče, če malo izpostavim tebe, mogoče Nadja, ker tudi se veliko ukvarjaš z bistvu in z babištvom in v bistvu porodničarstvom in o porodni skrbi, če se ti mogoče kaj spomniš, oziroma bi se vklopila v razpravo. Aha, evo. Pardon, malo sem te potegnila zdaj ven, ampak ja. Zdaj, kaj točno bilo vprašanje glede tega? To sem vprašala, če ste kaj razpravljali na krožku o tej trditvi Silvije Federici, da reprodukcijske tehnologije, ne, danes, da ženske reducirajo na maternico kot še nikoli poprej. To nekje trdi, tako precej by the way, ampak to me je zbodlo, čisto tudi zato, ker se mi zdi, da je v feminizmih različnih tako ena dolga tradicija pač ravno stavljenja na reprodukcijske tehnologije kot tiste, ki bojo ženske pravzaprav osvobodile vsaj deloma tega bremena, no, tako da rečem. Ja, jaz sem glede te teme izpostavila takrat čisto neko svoje osebno mnenje, da vidim problematiko ta trenutek na tem področju te vsesplošne medikalizacije poroda in tudi pri nam v Sloveniji v bistvu odvzemanje pravic ženskam za neko svobodno odločanje, kje, s kom, kako bojo rodile, in da se res gre, da res postanejo ženske številke, ki grejo v nek proces mehanizacije tega, mislim, stopi v ta proces nosečnosti poroda, kjer so one bolj kot ne neki objekti, s katerimi nekdo, ki ima znanje, se pravi neki strokovnjaki, porodničarji, upravljajo. In oni imajo soznanje, ženske tega znanja po večini nimajo, oziroma ga ne morejo v tem smislu uveljavljati, ker če ga hočejo uveljavljati svojo voljo, na kak način in kako želijo ali speljati nosečnost in kasneje roditi, so neodgovorne, ker ne poslušajo strokovnega mnenja. Tako da jaz sem pač iz tega stališča izpostavila te problematike,
Ne vem pa točno, na kaj je hotela, sploh če praviš, da je bilo res samo na enem mestu to izpostavljeno, na kak način si ti videla, da je Federičijeva hotela to poudariti? V kakem smislu si... Mene je samo zbodlo, čisto v tem smislu, ker ravno zato, ker se ponavadi tudi znotraj nekih feminističnih krogov slavi pravzaprav reprodukcijske tehnologije, a ne? Kot tiste, ki bojo ženskam olajšale pravzaprav od zanositve do ne, sploh ne heteroseksualnim ženskam, ne? Cel proces pravzaprav, ne. Ja, to se mi zdi, da je res tak dvorezen meč. Neka taka pomembna problematika, ko se je čisto premalo tudi naslavlja v nekem splošnem javnem diskurzu. Je to, da ja, po eni strani so sodobne tehnologije lahko v prid ženskam ali pa neki osvoboditvi te neznosne bolečine, ki je bila podvržena na ali pa nasploh opcij, ki se razvijajo zaradi tehnologije. Je pa po drugi strani ravno to, ja, da zdaj trenutno, ker se lahko kaže, da se pa po drugi strani odzema neka ta moč ženski, no? To je pol tudi, se mi zdi, da zadnji tak problem nekih načel ali pa nekih pozicij, ko jih posameznice zagovarjajo. Ko se mi zdi, da pa se zelo hitro pride do te ločitve, ali gre za tiste alternativke, neke hipi scene, ko pač hoče to narava, ko že tako je problematično govoriti o naravi, a ne? Ko v bistvu zagovarjajo, da je z tehnološkim razvojem prišlo do na nek način zatiranja neke ženske energije oziroma te neke notranje sile, te notranje moči, ko jo ima ženska, recimo, ker si ne zna več ali prisluhniti, ali celotna struktura, v kateri ženske so, ne spodbujajo tega, da bi lahko ženske posameznice med nosečnostjo in porodom spoznale to svojo notranjo moč, se pravi, da jim je to odzeto in da se to pozna tudi na drugih področjih, ker če je odzeto jim tukaj, pol se ne zavedajo te svoje sposobnosti, ki jo lahko potem udejanjajo tudi na drugih področjih svojega življenja, te samozavesti, ko jo lahko pridobijo skozi to. In potem, ja, takoj, ko je diskurs v tej smeri, je pa ne, potem spet, ne. Ja, kaj je zdaj to naravno, kaj pomeni ženska energija, kaj sploh pomeni ženska, ne, kdo zdaj to ženska je, pa da potem se pridemo do teh močnih ločnic, ženski spol, moški spol. Se mi zdi, da je problematično področje, pa predvsem zaradi tega, ko se vsaj manj se zdi, no, da se res premalo govori o tem, da bi se malo razširila ta tematika pa problematika, ko se mi zdi, da se potem neka taka dva tabora vzpostavita, nekje vmesnih diskurzov pa ni, no, manjkajo te povezave ali pa. Ja, zelo je polarizirana razprava. Jaz se strinjam, ja, zelo se strinjam s tem, v bistvu meni se zdi, da je tako na nek način, če tako zdaj izhajam iz tega, kaj sem recimo prav po prevajanju Firestone in nekako sem bolj o tem razmišljala in se mi zdi, da je tako res, da so te hecne dihotomije, ki se vzpostavljajo tudi v feminističnem diskurzu danes, ne, mene je tudi tako, ko si to rekla, Teja, pač ko si dala ta primer, me je spomnila na to neko, pač prav na to tradicijo, ki je zdaj Nadja omenjala, no, te neke sovražnosti do vseh tehnoloških posegov, to je vse v bistvu neka pač prilaščanje žensk in ženske moči in tako naprej strani patriarhata, ne, tehnologija je itak patriarhalna, ali pa ne, tako to je ta diskurs, ne. In ponavadi, ne vem, Sophie Lewis v tej svoji knjigi Full Surrogacy napiše, kako so ponavadi te pozicije diskurzivne sovpadajo z temi, ki tudi recimo prostitucijo imajo za
pač ne tako zelo so, ki bi prepovedali vse take stvari, ne od prostitucije do pač nadomestnega materinstva, do vseh teh stvari, ker to je vse del enega in istega prilaščanja žensk in nekako ne vidijo sploh možnosti pač neke dejavne odločitve žensk ali pa uporabe tega v svoj prid, ne. In po drugi strani pa ja, ta neka tehnofilski feminizem v smislu, to je osvoboditev in to je zdaj to, ne, ki je tudi kdaj lahko sovpada z neko bolj liberalno pozicijo, v smislu, če imam jaz možnost izbrati, da bom, ne vem, zanosila pri 45 z umetno oploditvijo, je to osvoboditev, ne. Ampak tako se mi zdi, da tle pri obeh manjka prav ta neka analiza teh družbenih razmerij, tako v kakšnem družbenem kontekstu te tehnologije delujejo, ne, in tako pač v smislu in v kakšnem kontekstu se jih uporablja, ne, in se mi zdi v tem smislu pač tako, če se jih uporablja v okviru nekega pač trga, ne, neke pač v bistvu kapitalistične proizvodnje dojenčkov, ne, kot je pač v tej neki sodobni, recimo, komercialnem nadomestnem materinstvu in podobno, ne, pač itak, da lahko se govori o neki taki apropriaciji, ne. Drugo je pa pač razmišljati o nekih feminističnih pač možnostih uporabe teh tehnologij, ne, ampak se mi zdi tako, vedno je tako ful škoda je, ko se pač ta diskurs polarizira na ta način, ker se mi zdi, da to nekako nikamor ne vodi v resnici, kar po mojem je pravo vprašanje, je v bistvu so družbeni konteksti in razmerja, v katerih se nekaj uporablja, ali pa neko tehnologijo, ne, bolj kot to, ali je ta dobra ali slaba, ne, ali pa nekaj v tem smislu. Ampak saj ne vem, ali, mislim, po mojem Federici tudi meri na nekaj podobnega, no, jaz se zdaj tudi ne spomnim prav dobro tega odlomka, ampak ne pojasni te trditve v bistvu. Zato sem vprašala. Ker mislim, ja, dejstvo je, da v veliko smislih, ne, sicer se uporablja neke tehnologije za tudi razširjanje možnosti družine, ampak v bistvu za reprodukcijo neke nuklearne oblike družine, pa zato, da čim več žensk lahko ima biološke otroke, ne, se pravi to idejo biološkega potomstva, tako zelo neke take precej tradicionalne ideje se danes pač v tem, kako so reproduktivne tehnologije uporabljene, ne, krožijo ali pa se utrjujejo, kar je škoda. Ja, tudi ta, mislim, po moje tudi ta dihotomija, ne, kaj je Nadja na začetku govorila o tem, kako se v bistvu ta diskurs o naravnem porodu, ne, ki je v bistvu v osnovi je čudovita ideja, ne, v smislu opolnomočenja, zavedanja lastne notranje moči in tako naprej, ne, žensk je čudovita, ampak kako se v bistvu ravno zato, ker se mi zdi, da je pač v nekih tudi feministične teorije ali pa v nekih bolj teh verodostojnih diskurzih, ker so vsi ti diskurzi toliko izgnali v bistvu to neko holistično perspektivo in so strogo racionalistični in s tem tudi binarni, ne, se mora pol v bistvu ta diskurs o naravnem porodu hočeš nočeš najde najbližjega zaveznika v New Ageu, ne. In je škoda v bistvu, ne, zato ker pač meni je to problematična navezava, ne, ker je totalno esencialistična, ne. Ampak se skozi sprašujem, kako bi bilo, kje bi bile tukaj neki vmesni prostori pravzaprav, ne, da ne zavrneš vsega kar vnaprej, a ne, te neke holistične naravne kao perspektive, pa hkrati v bistvu, da je to kompatibilno tudi z nekimi možnostmi, ki jih ponuja pač ta porodniški sistem, pač ki ga imamo pri nas, ne, in da bi bila tukaj vmes neke nianse možnih izbir, ne samo ali, ne. Ja, zelo dobro si izpostavila to in se absolutno strinjam in ravno to, ja, da mogoče tudi mislim, mene osebno tako, jaz pri sebi nikoli ne vem, na kak način se pogovarjati, da zato, ker tako, ko si prej mogoče govorila o tistem, da se to knjigo recimo omenja ne sploh v akademskem svetu, ampak v aktivističnem, ne, in se mi zdi tudi to ful smešno, da sem imela, ta teden sem imela ene take sanje, da bi mogla iti na nek simpozij predstavljati ravno to temo, o kateri smo zdaj izpostavili, in da so me potem v bistvu izločili iz
tistega, šla sem nekam ven iz sobe, pa nisem bila takoj v buri tam, ko bi mogla začeti govoriti, pa so bili da v bistvu moja tema ni dovolj akademska, da bi se oni z njo ukvarjali, ker je pač zdaj neko puntanje ali nekaj. To je čisto nestrokovno in ne dovolj analitično in racionalno in da to bo pač izpadlo. In sem ugotovila, da imam zgleda v sebi to močno, kot da to, kar mogoče nekako čutim ali pa sem na lastni koži doživljala skozi neke izkušnje, da je problematika. Pa da sem se jaz kot oseba občutila zaterano, zaradi česarkoli in bi iz tega aktivistično hotela nekaj spremeniti, pa nisem podprta na tej akademski ravni, zato ker je pač vrženo. V bistvu me spomnilo tule pri tej knjigi, se demonizira, so potem to tiste nore ženske, ko pač hočejo se iti neke naravne, zakasnele obrede, ko zakaj bi sploh hotel naravni porod, če ti tehnologija omogoča, da pač sploh ne veš, kaj se je zgodilo, pa imaš dojenčka. Tako da te zgubi se potem tu vmes vmesne nianse. Preveč je to črno-belo, pa nič vmes, pa se mi zdi, da se lahko potem to maščuje, ko pride do uveljavljanja pravic, čist dejansko v svetu, ko si, recimo tako, ko se je pri nam, ko je prišlo do tega, da so se porodi prenesli v bolnišnico, to je bil smiseln korak, zmanjšala se je umirljivost, ampak način, kako se je sistem oblikoval, pa v kakšno smer je šlo zdravstvo, ker je moglo iti, ker to je bil sistem, sistem mora imeti neko organizacijo, pa je potem potegnilo to za sabo, da se enostavno mora vsa populacija, ne glede na lastne želje ali pa interese, prilagoditi temu sistemu. In če si imel drugačne ideje, pač si demoniziran. Si pa takoj, zdaj sem jaz ful zašla. Bom se tu ustavila, pa bom še dala komu besedo. Jaz bi v bistvu mogoče kar nadaljevala iz tega, ker tudi to mene ful zanimalo in ful pretreslo in sem tudi napisala kot eno izmed možnih iztočnic tega, kako to, da je pač v bistvu bil tak odziv oziroma neodziv na to delo v akademskem svetu, ker tudi konec koncev v bistvu tudi sama Silvija Federici napiše v tej knjigi, da je šokantno, kako se v bistvu noben zares tudi na neki, ne vem, čist faktografski ravni ne ukvarja zelo veliko z temo lova na čarovnice in nekako se je vsaj, če zdaj totalno karikiram, pa pač povzemam neko, ne vem, splošno predstavo o lovu na čarovništva, kakor se ga recimo jaz še spomnim iz osnovne šole, je pač nekako se vedno zdi, kot da je bilo na čarovnice neka zgodovinska zabloda, kot neka plod neke divje domišljije nekaterih posameznikov, ki so očitno nekako uspeli potem to blodnjo prenesti kar na cele populacije in zakriviti smrt številnih žensk, no pa tudi pač nekaterih moških in otrok, ampak pač večinoma vseeno kar velikega števila žensk in če bi šlo za katerokoli drugo ali mogoče nek narod ali pa neko drugo skupnost, bi se to takšno številko obravnavali z vso resnostjo in se recimo tudi rekli, da direktno pač genocid ali pa iztrebljanje, v tem primeru pa se ne in kako smo v bistvu z nazaj gledano lahko mi sploh da je kupili razlago, da je bilo na čarovnice pač plod
divje domišljije srednjeveških mračnjakov, dokler ni prišlo racio, razum, razsvetljenstvo, pri čemer seveda tudi je jasno, da je ravno razsvetljenstvo bilo obdobje intenzivnega lova na čarovnice. No. In me pač zelo presenetilo, kako to, da v bistvu to delo, ki poskuša ponuditi drugačen odgovor, ker ta splošni definitivno ne zadošča, pa se na nek način zdi, kot da ja. Kako da v bistvu ni bilo več odziva ali pa ne vem, mogoče vsaj delne spremembe, neke miselne paradigme, ker mislim, da v javnosti je še vedno kar obstajal ta nek uveljavljen pač pojasnilo, to je pač, so bili neki pač mračnjaki iz srednjega veka, ki so imeli ravno to družbenega vpliva, da so potem lahko te svojo bujno domišljijo prenašali naprej. Ampak, šele ko prebereš to knjigo, če povzamem, se zdi noro, da smo si daj sploh drugače razlagali in da smo sprejeli to neko splošno razlago, zakaj je do te situacije prišlo. In se mi zdi res neverjetno, da ni to delo prodrlo globje v akademski svet ali pa vsaj delno spremenili nek narativ glede tega, ki se recimo tudi poučuje konec konca v osnovnih šolah. Mislim, se vem, da feministične vsebine zelo počasi prodirajo v šolski kurikulum, ampak kljub vsemu se meni osebno zdi pač precej šokantno in neverjetno, pa me tudi zanima, če je prevajalka karkoli zasledila, zakaj je do tega prišlo. No. Mislim, zdaj to, ali je ta knjiga pač prodrla v akademski svet, oziroma koliko je citirana in tako naprej, in v kakšnih kontekstih, to, kar sem prej govorila, je bolj moj občutek, pač glede na to, kar sem jaz našla, od virov v tem smislu. Lahko, da je sprejeta in upoštevana tudi v teh pač specifičnih študijah, zgodovinskih ali socioloških ali kakršnihkoli že, ki raziskujejo lov na čarovnice v Evropi ali pa tudi v Amerikah, ampak jaz tega ne vem. Tako da na to ti ne morem odgovoriti. Kar se pa tiče tega tvojega zelo na mestu vprašanja, kako je mogoče pač, da sprejemamo še danes pač to razlago, da je šlo za temačni srednji vek, čeprav je glavnina procesov potekala pač v začetku novega veka. In zakaj pač sprejemamo to razlago, da so bili to predracionalni časi, če tako rečem, po moje zato, ker nam to ustreza. Ustreza v tem smislu, kulturno ustreza v tem smislu, da če ti en pojav distanciraš od sebe na ta način, da rečeš, to so bili neki drugi ljudje, manj razviti, manj pametni, manj racionalni, kot smo danes mi, potem se ti s tem ni treba ukvarjati. Če pa prikažeš pač lov na čarovnice v tej luči, kot ga recimo Federici in še kdo, saj ni edina, in pokažeš, da je pravzaprav šlo za načrtno množično iztrebljanje določenega znanja, recimo, ali pa tudi postopoma pravzaprav za mizogino vojno proti ženskam, enostavno vsem ženskam, ki so izstopale, ogovarjale, preklinjale, nasprotovale, se izpostavljale, niso bile poročene, ali pa so bile zgolj vdove revne, in v napoto. Vse to so bile žrtve pač, preganjanja in tega nasilja strašnega. Tako da, če postaviš pač v ta čist kontekst v bistvu neke sočasne racionalistične filozofije, pa ekonomskih interesov cerkve in posvetnih vladarjev in tako naprej, pol pač se moraš drugače spopaditi s tem vprašanjem in se moraš vprašati, kako je možno, da smo mi, ljudje, ravno taki, kot smo danes, kako je možno, da se je to zgodilo in kako je možno, da lov na čarovnice kot fraza pač še ni zastarela. Mislim, to je zelo aktualna fraza v mnogih kontekstih. Ne vem, lahko narediš konec koncev s primerjavo te obtožbe terorizma. Se to tudi Federici naredi, se mi zdi v knjigi. Kako je v bistvu neoprijemljiva, hkrati lahko naprtiš vsakomor.
Ali pa če pogledamo pač, kaj se dogaja pod trenutno vlado, ne? Kako se vrstijo osebni napadi, osebne diskreditacije, osebno izpostavljeni ljudi, ki imajo karkoli kritičnega za povedati, sploh če razpolagajo pač z dokazi, ne? Tako da o korupciji in tako naprej, ne? Tako da, jaz mislim, da je pač to razlog, zakaj se vztrajno umešča pač preganjanje čarovnic v temačni srednji vek, ne. Mislim, to frazo, ko enkrat postaneš pozorna na njo, vsakodnevno jo slišiš, ne. Prav v navezavi pač na te v bistvu kao preživete prakse, ki v resnici niso preživete, ne. To je ena stvar, ne. Pol zanimivo je to vprašanje, recimo pred kratkim sem čisto tako bolj kot neko slovarsko geslo skušala napisati tudi s tvojo pomočjo, Klara, o preganjanju čarovnic na Slovenskem. In seveda moraš ti v tako geslo poskusiti saj, iz različnih virov časovno zamejiti ta pojav in pa tudi povedati, kakšna je saj ocena o številu žrtev, recimo lova na čarovnice, ne. In s tem so strašni problemi, ne. Mislim, številke so radikalno različne, recimo tako na Wikipediji boš prebrala ali pa tudi v zloženki, recimo, ki spremlja edino stalno razstavo o čarovniških procesih na Slovenskem, v Ribnici, ne, boš prebrala, da je med zgodovinarji obstaja konsenz, da je bilo v Evropi največ med 40 in 70 ali pa celo 60, med 40 in 60 tisoč žrtev, ne. Če ti bereš Federici, je po njenem konzervativna ocena 100 tisoč žrtev, ne. In s tem, da ta ocena ne vključuje vseh žensk, ki so umrle že med mučenjem v zaporu, ali so jih umorili v zaporu, ali so samomor naredili v zaporu, se pravi, vsaj dvojna ta številka, 200 tisoč, ne. Pol je neka praznina, ne, in pol pa najdeš ocene, ki so danes ovržene, ne, ki pa segajo tam v sredino 19. stoletja, ko so pa govorili o 9 milijonih žrtev, ne. In zdaj diskrepanca med 40 tisoč in 9 milijonov, ne, je enormna, ne. In že tukaj je problem, in se vidi, da ja, to je težko raziskati, se tudi Federici navaja, zakaj je težko to raziskovati, ne. To je mogoče zaznamek v nekem davčnem registru, da so imeli stroške tudi z rabljem in z mučenjem. In pol na podlagi tega sklepaš potem, Ampak recimo za Slovenijo se številke gibljajo tam 500 dokazanih primerov, pač, ki se jih da dokazati z arhivskim gradivom, ocena je vsaj dvakrat toliko, recimo 1000 žrtev, ne. In isto je pri tem zgodovinskem zamejevanju, ne. Kam zdaj postaviti začetek? A tisto papeško bulo, ki je pač eksplicitno prvič omenila čarovništvo, ali pravzaprav že gonijo proti heretikom v 11. in 12. stoletju postaviti v ta kontekst, ne. Tukaj je ful težko zamejiti, ne. In tudi recimo, ne, na Slovenskem se šteje, da je Marija Terezija pač takrat, ko je prevzela v lastno presojo vse čarovniške procese, da se pravi, to je druga polovica 18. stoletja, da je bilo s tem konec procesov, ne, čeprav je rabila še 10 let, da jih je v bistvu zakonsko prepovedala, ne. Ampak vemo, da vera v čarovništvo in da je pravzaprav ta obtožba čarovništva tako prikladna in pravzaprav tako živa še stoletja do danes, ne, da spet, ne, je težko pravzaprav zamejiti ta pojav, ne. Tako da zdaj, kar se pa tiče šol, jaz ne vem, kaj točno danes učijo v šolah, ne, ampak vem, da recimo šolski razredi, osnovnošolski, no, saj vem, da hodijo v Ribnico, v Ribniški grad na to stalno razstavo, ki je po mojem pač je dragocena v tem smislu, ker so tam avtentični artefakti vezani na čarovniški proces proti Marini Češarek in vsaj še 6 drugim ženskam v Ribnici, ne. Ampak
od obleke ene od osumljenk in pol tudi umorjenih žensk, do pač kopije, sicer tam razstavljene, tega sodnega spisa, v katerem so vsa ta pričevanja ohranjena. Ampak kje je problem? Problem je v tem, da že naslov razstave je v bistvu vzame citat iz enega teh zapisnikov, in naslov razstave je, kako že, se upravičujem, Boj krvavi zoper čarovniško zalego. Ali coprniško zalego. Se pravi, to že govori z pozicije krvnikov, krvnih sodnikov, obtožnikov, lovcev na čarovnice, ne z vidika žrtev. In potem ti prideš noter, in te zasuje v bistvu hkrati ta soundtrack, ki je v bistvu dramatizirano pričevanje Marine Češarek, seveda pričevanje pod mučenjem, kjer priznava vse mogoče, s katerimi žalbami se je mazala, kako je letela na Krek, na čarovniški shod in tako in jedla dojenčke, ne vem, zdaj si že malo zmišljujem, ampak vse to so bili pač ta klasični repertoar obtožb in priznanj tudi, ki se ponavlja, zato ker pač so jim besede istak na usta polagali, ploč bile so blazne od bolečin. In se pravi, takoj že z naslovom, pa tudi s to bombardiranjem, s tem v bistvu pričevanjem, ki zgolj v bistvu reproducira ta demonološki diskurs, ki so ga ženskam polagali na usta, si spet v poziciji nekoga, ki ga vabijo, da se vživi v pravzaprav kožo krvnega sodnika, ali pa publike, ali pa tiste javnosti, ki je spremljala pač ta gorenje mislim, grmado, postavljene grmade in potem tudi sežganjene grmadi, ker to je bil poduk celi skupnosti. In pol se še stopnjuje, to je pač v stolpu, ki ima tako okroglo stopnišče in recimo v pritličju izveš, da je nek tak zelo nevtralen zapis, ki zdaj, če malo karikiram, obravnava čarovniške procese na Slovenskem kot nek pojav, vezan na pač naravne ujme in nesreče. Jaz vem, kaj hočejo povedati. Hočejo povedati, da predpogoj za to, da je prišlo do take morije, sploh lahko, je bil to, da so bili ljudje zaradi ponavljajočih se lakot, zaradi črne smrti, zaradi drugih epidemij in vojn, da so bili sestradani, da so bili uničeni, da so bili zaradi propada vseh protifeudalnih bojev tudi zasužnjeni na pol ta mezdna delovna razmerja. Vem, da hoče vse to povedati, ampak nekdo, ki nima tega backgrounda in tisto prebere, lahko mirno sklene, to je bilo kot naravni pojav, kot so potresi in ujme, take in drugačne. To je en moment in pol je sam še ta moment, ki pa to razstavo res se mi zdi, da je problematično, in ni edina razstava, ki je problematična na ta način, je pa ta v bistvu senzacionalizem, ki hoče v bistvu, ki daje v ospredje pač postopke mučenja, razkazuje naprave za mučenje in te spet na nek način sej te vabi k oživljanju tudi kot mogoča žrtev, recimo. Ampak to je ta spektakularizacija, ki smo jo videli na Ljubljanskem gradu, na tisti potujoči razstavi, v močilnih napravah, kjer je vse to vzeto iz kakršnega koli konteksta. In pa čisto pod streho gor na vrhu, na koncu, če sploh prideš do gor, je pa tam nekaj indicev ali posušena zelišča, pa neki kratki zapisi, ki ti pa le dajo vedeti, da je bila tukaj odzadaj pač neka populacijska politika in v bistvu nek strateški ekonomsko-politični interes za to, da se pač število delavcev produktivne delovne sile poveča. To je čist na koncu. In slika, ki jo dobiš iz tega, je problematična. Jaz sem zdaj to, ko si govorila, sem pomislila tudi na vse te neke muzeje, pač, ki so namenjeni prav razkazovanju močilnih naprav. Točno to, pač neka ta fetišizacija v bistvu brutalnega nasilja, ki potem spet se mi zdi dodatno ojača ta nek mit
oziroma to neko predstavo, da je to pač bila neka domišljijska zabluda, ne, ker seveda, če tako obtožiš, da je čarovnica, kar je rejeno s pametjo, potem si seveda tudi zmožen narediti brutalne priprave za mučenje, ker je to pač del te neke zablude, ne, in se skupaj je to neka ta, ne vem, izpade kot nek tak zanimiv zgodovinski podatek, ali pa recimo neka taka bizarnost, ki je pač iztrgana iz konteksta in v bistvu zdaj nam na nek način skoraj da malo predstavljena kot neke vrste zabava. Mislim, zabava, da se pač zdaj lahko posmehujemo, ne vem, domnevni nevednosti, ja, ko ste rekli, drugih ljudi, ampak pri tem pa tudi umanjka mogoče da pri tej fascinaciji pač zmanjka ta zavest, ampak kaj to dejansko pomenilo. To je pomenilo pač smrt. To je pomenilo pač brutalno usmrčevanje ljudi in to pač pri takih razstavah ali pa mogoče pri takšnih muzejih se mi zdi, da to pač na neki točki v bistvu umanjka ta kruta resnica. Mislim, se jo zavedam, ampak v bistvu bolj gre te razstave v to neko fascinacijo smrtjo, ne pa zavedanjem pač kaj to dejansko pač pomeni biti usmrčen na takšen brutalen način in kaj to pač pomeni za skupnost, za žrtve, za pač sistem, ki dovoljuje takšen način usmrčevanja. Ne vem, tako se samo majčkeno ni zamisleno, mogoče so malo neurejene, ampak upam, da se mi razume, kaj hoče povedati. Ja. Ne, mislim, meni se zdi to čisto kot po tem opisu taka prav pač spektakelska turistična logika, ne, tako kako pritegniti čim več obiskovalcev, kako jim narediti to predstavo privlačno, pač tako, da čim bolj jim butaš neke take, pač ravno to, na kar si Klara zdaj opisala, pač kot ti torture museums, ki jih imaš povsod, ne, Krakov, Amsterdam, ne vem, Berlin, kaj povsod v bistvu skoraj na vsakem mestu. In sem razmišljala tako, če si kaj spremljala oziroma če se spomniš, ne vem, avtorji so verjetno bili zgodovinarji? Ja, seveda, mislim, to je kurirana razstava, ne, to so kustosinje postavile Ribniškega muzeja in mislim, da ne bo zdaj izpadlo tako, ne, mislim, one so strokovnjakinje, a ne, spremno gradivo je verodostojno, mislim, jaz da trdim, da je verodostojno, ampak je dobro napisano, ne, je raziskano, o tem ni dvoma. Samo ta način prezentacije res ni reflektiran, no. In je problematičen, ker te obenem izvzema, ne, spet to, na nek način te izvzema, po drugi strani te nagovarja, kot identificiraj se s krvnikom, a ne, in je tudi pornografski na en način. Meni je to skoraj pornografsko, v bistvu ta senzacionalizem ali pa to glorifikacija nasilja, pravzaprav, ki normalizira to nasilje, ne, še naprej, ne, ker je to kao nekaj normalnega, ne. To me moti, ne, drugače, jaz mislim, da je to pač strokovno čisto stoji razstava, a ne, samo perspektiva, ne, oziroma kot da manjka ta nek feministični uvid, no, ki dejansko pač, ne vem, se tudi če pogledate članke na internetu po slovenskih medijih o čarovniških procesih, redko kateri, a ne, govori v bistvu z perspektive žrtev, sploh, a ne, ali pa da saj neke biografske podatke poiščejo o njih, kar se jih da najti, ne, in večinoma gre samo za dobesedno citiranje obtožnic oziroma priznanj, ne, in to pa so temu pa lahko rečeš blodnje, ne, ampak to so blodnje družbeno priznanih doktorjev znanosti, civilnega prava, cerkvenega prava, ki so pisali te demonologije, začenši pač čarovniškim kladivom. Ja. Meni se zdi potem tako, da bi res bilo potrebna neka taka zelo pač taka konkretna kritika tega, ne, mislim, ne vem, iz feminističnega vidika ali kaj podobnega, ampak sem tudi razmišljala tako, ali pa kakšen kontraumetniški projekt, ne vem, kontrarazstava, tako pač za nek drugačen diskurz oblikovati. Ker je škoda, tako res se mi zdi, mislim, škoda potem, kar si povedala, je neka taka zamujena. Mislim, jaz sem prepričana, ne, da bi bile odprte tudi, ne, mislim, da je ena kustosinja tu postavljala, da bi bila odprta za nekakšna intervencija v tem smislu, ne. Jaz nisem tega poskušala, tako da ne vem.
Je pa Nina napisala en komentar, se ga vsi v bistvu vidimo, ne? Ampak pravi, ali nas to res lahko čudi, dekontekstualizacija čarovništva oziroma nasilja nad ženskami, ki so odstopale družbe norme in posledično odsotnost nevtralizirane krivde tistih z močjo, v glavnem moških. Je, na primer, gibanje Me Too sploh zares doseglo Slovenijo. Berem, ne? Ja. Mislim, glih to je, ne? Se strinjam, Nina, ne? V tem smislu, da tudi če pogledaš konec koncev popularnost lika čarovnice, zapusta ali pa v otroški literaturi, ne rečem, da ne obstajajo emancipatorne interpretacije te čarovniške moči, ne, ala, kot je tista knjiga, bi se gnetli na tej metli in tako naprej. To obstaja, ne, ampak ta lik je tako živ in tako prisoten in tako normaliziran, da v bistvu je res težko, ne, pravzaprav na ta način o njem razpravljati zunaj nekih teh feminističnih ali pa strokovnih krogov, no. In je tukaj veliko prostora, po moje, za intervencijo. Umetniško, teoretsko, aktivistično, kakršnokoli. Jaz bi samo mogoče opozorila, da imamo še 20 minut na voljo na tej specifični Zoom povezavi, tako da če bi kdo še želel karkoli vprašati ali pa pripomniti, tako tekstovno kot zvočno lahko to stori, oziroma debata se lahko nadaljuje še kasneje, ampak na neki novi povezavi, no, če se bo to izkazal interes. Tako da mogoče, če je še kakšen komentar ali pa misel ali pa vprašanje, kar pogumno na plano. Če ne, pa bom mogoče jaz samo še eno vprašanje z moje strani postavila. To, kar si ravno omenila, pač Teja, da je lik čarovnice v bistvu še vedno zelo živ, no. In recimo, zdaj, ko sem se tudi jaz s tem malo več ukvarjala zaradi tudi nekih drugih vsebin, ki sem jih v tem času pripravljala, pa me zanima, kako pa ti mogoče tudi gledaš, ali pa tudi vsi ostali v debati seveda, na to nek sodobni revival čarovništva oziroma neko to pozitivno feministično apropriacijo lika oziroma simbola čarovnice, ki se mi zdi, da se zelo velika zdaj pojavlja v nekih sodobnih ali digitalnih medijih feminističnih, ali tudi konec koncev zametki so že v 60-ih za to skupino Witch, no, ki je bila tako zelo performativna, ampak ne glede na vse si je pač vzela lik čarovnice kot neko tako pozitiven lik, ki pač ga je potrebno na nek način rehabilitirati skoraj, no. In tudi to pač na nek način se mi zdi današnje prakse feministične, ki uporabljajo besedo witch zase, oziroma feministka zase kot nekaj pozitivnega. Kako na to gledaš? Jaz imam do tega mogoče malo mešane občutke, ker po eni strani se mi seveda zdi, se mi zdi pač, ko se uporabi ta lik čarovnice, kot v smislu pač ja, mi smo te neke močne ženske, ženske smo preživele čarovnice, preživele smo mučenje, živimo še naprej, borimo se naprej, je tukaj seveda nekaj pozitivnega, mislim pozitivnega definitivno pač je vredno to mogoče še naprej uporabljati, po drugi strani se mi pa zdi, da je na nek način lik čarovnice v današnjem feminizmu nekako ne zaobjame vse te pač brutalnosti patriarhata, ki je sprovedel lomo čarovnice in ki ga je treba pač ozavestiti in treba povedati, kaj dejansko je proizvedel, no, in da je danes čarovnica v feminizmu tako nek tak skoraj da simpatičen uporniški lik, ki pa mu majčkeno zmanjka skoraj da si mu temu pravičniški bes, no. Nekaj tega pač momenta, no, ki bi lahko upravičeno nastal, ker bi rekli, ja, to pa to se je dogajalo v tem zgodovinskem obdobju, pa še danes se čarovnice se recimo uporabljajo za
No, to, kar si sama omenila, Nove čarovnice in podobno, še vedno je živa ta neka simbolika, podobje, karkoli. Ampak imam jaz pač, imam probleme s to sodobnim feminizmom, ki hoče ta lik uporabljati za svoje boje ali za neko simboliko ali za neke, ne vem, tekste, članke, karkoli. Ker mi zmanjka ta nek bes, ki bi lahko tukaj izhajal iz zgodovine, ampak tukaj pride pa samo ta moment, probali so nas zatreti, niso nas mogli, kot ženske živimo dalje, se upiramo, bojujemo, kar je tudi vse super, ampak ne vem, no, malo zmanjka neke moči in potenciala, se mi zdi tukaj. Mogoče tudi širše to debato seveda odpiram, naslavljam to vprašanje na vse ostale, kaj se vam zdi. Zaključila. Which in the past je Nina napisala. Jaz v resnici ne poznam teh sodobnih popularno-kulturnih rab feminističnih, tako da razen pač tistega famoznega slogana smo hčere čarovnic, ki jih niste uspeli sežgati, ne. Tisti mi je fantastičen in se mi tudi zdi, da načeloma vidim to kot pač neko afirmacijo ali pa apropriacijo pač nekega, ki ima potencial, sigurno ima potencial, ne. Tako da načeloma se mi ne zdi s tem nič narobe. Zdaj vprašanje je pa, ne, kako to konkretno izgleda, pol od primera do primera, ne, kaj se s tem čarovništvom počne, ne, s to afirmacijo, ne. Ampak mislim, da ne moramo pričakovati zdaj, a ne, da bo pač vsaka ta feministična apropriacija tega termina pač zdaj se referirala na celotno zgodovino v vseh kontekstih, a ne, ker je to skoraj nemogoče, no. Ampak je pa, jaz bi to vzela za nekaj pač pozitivnega, no, tako, kot nekaj, kar lahko, neka oblika identifikacije, ki ti lahko da moč, no. Tako. Ne vem, druga stvar je pa recimo ta witchcraft, kot ta Wicca, recimo, ne, ta bela magija, če hočete, ta popularizacija v bistvu teh magičnih v bistvu pogledov na svet, ne, ki se tudi povezuje z nekimi določenimi feminizmi, ne. S tem imam jaz bolj probleme mogoče, zaradi tega, ker po eni strani razumem, da gre spet za en poskus neke holistične obravnave sveta, ki lahko zajame vse tisto, kar racionalna razlaga ali pa znanstvena razlaga ali pa medicinska razlaga ne more, ne. Ampak hkrati se mi zdi, da je malo zaskrbljujoč ta trend, no, zato ker v bistvu na racionalne načine, bom rekla, poskusov discipliniranja ali pa zelo algoritemske praktične načine discipliniranja ali pa biopolitike, pač odgovarja z orodji, ki mislim, da ne morejo na to odgovoriti s tem, no. Tako. Ampak ne poznam teh primerov, tako bi z veseljem slišala za kakšnega, če je ta debata zanimiva še kateri. Klara, imaš ti še kakšen primer, si imela kaj v mislih? Jaz sem se spomnila samo tako, mislim, poleg tega, kar si omenila, ne, ta Witch, ki je bila v bistvu bolj pravzaprav socialistična, feministična skupina, no. Mislim, da je bilo to ironično, tudi ta njihova poraba tega, ampak in te simbolike, no, ni bilo tako take ful identifikacije, ampak drugače pri nekem ekofeminizmu, določenih strujah, ki so včasih tudi malo, mislim, tako, no, recimo je neka ta apropriacija, se mi zdi bolj v tem smislu, kot je Nesetiteja govorila, no, tako tudi te neke, ne vem, teh nekih diskurzov magičnih, Gaja, zemlja, ženske, narava, tako, ne. Ampak no, drugače pa ne vem, kaj si pa ti, Klara, imela bolj podrobno v mislih, ker vem, da si ful raziskala za to oddajo.
Ne, jaz sem v bistvu dosti opazila pač o temu pač v anglosaškem svetu, predvsem pač v ameriškem, no, kako je tudi v bistvu v času Trumpove administracije nekako ta simbolika čarovnice zelo tudi narasla na raznih protestih ali pa recimo na nekih združenjih. Temu lahko tukaj dodam še eno zanimivo opazko, na katero sem naletela in se spet vrača v bistvu na to izrazoslovje lova čarovnice, kako je v bistvu ironično, da je Trump zase uporabil, da se nad njim izvaja lova čarovnice, no, zdaj proti koncu njegove administracije, kar je pač perverzija par excellence, da lahko nekdo, ki ima toliko družbene moči, uporabi zase izrazoslovje, da se mu dogaja takšna krivica, ki je primerljiva s tem, kako malo družbene moči so imele ženske pa druge žrtve teh procesov, ne? Ampak seveda to je pač del tudi recimo nekega političnega diskurza, ki pač je zdaj nek prevladujoč v recimo tem zahodnem svetu, no, in tudi pač politike grejo temu primerno z roko v roki, no. In da se je v bistvu tam zelo velikrat uporabljali to simboliko in se tudi imeli neke feministične srečanja, kjer se je v bistvu z nekimi zaklimbami, kar na nek način na pol šali, na pol zares poskuša strmoglaviti Trumpa in podobno. No. Tako nekako je bilo malo in zelo veliko neke te simbolike v smislu, da se pač oblačiš v čarovnice na shodih in s tem nekako pač probaš seveda evocirati na to neko neuklonljivost ženskega duha, recimo, no. Ampak izpada se skupaj majčkeno, ja, zmanjka nekaj tle meni zraven, no, ampak po drugi strani se pa pač jaz tudi zavedam, da pač je tukaj specifika Amerike kot političnega delovanja, tam drugačno, tam je tudi, mislim, tukaj je treba tudi v obzir vzeti nek spektakel samih protestov ali pa sam politični spektakel kot tak, pa nek drugačen način delovanja, jaz to se tukaj zavedam, ko o teh stvarih razmišljam, no. Ampak se bojim, da je na nek način danes čarovnica v feminističnem svetu lahko zelo velikokrat izvedena na nekaj podobnega, kot so lahko to podobe, oziroma kot so lahko to napisi feminist na majicah. Nek tak čuden performativ, ki mogoče nima nobene veze zares z ničemer, no. Ampak to so spet moji osebni pomisleki, no. Vidim pa tukaj, da je Zala Dobovšek napisala, kaj si mislimo o liku Pehte, ki je razsidran v lokalno kolektivno zavest, in to bi jaz sem dodala, ker smo točno o tem imeli tudi oddajo na Radiu Študent, no, in se lik Pehte tudi omenil, no. Je pa v bistvu samo v tej navezavi, da ker se moram spomniti v bistvu nazaj, kaj smo govorili vse o Pehti. Je tukaj v bistvu nek ta lik, no, zdravilke oziroma ženske z vednostjo, no, ki je nekako pač izločena iz družbe. Jaz sem se pač malo zapletla. Sprobam se spomniti vseh ostalih stvari za nazaj, o katerih smo govorili. A ste jo kaj povezali s tem v bistvu panslovanskim mitološkim likom Jage Babe? Ja. Je bila povezava. Samo meni. Kar pove Katja, sorry. Spomnila sem se glede Pehte, da smo se pogovarjali nekaj na krožku. Mislim, da je Jasmina Šepetavc razlagala, kako je to gledala pač te filme, ne, Kekca in kako je bilo to tako res najbolj grozen lik, da je vedno hotela, da pač se ugasne, recimo Vedanca sploh ni tako videla, oziroma pač nek star možakar, malo tak zoper. Ja, to sem jaz rekla. A to si ti rekla? Oprosti, sem zamešala. Sem zamešala, točno, ti si rekla, ja. To mi je bila taka zanimiva, tako v bistvu, no, ker na koncu se izkaže za neko precej, pač ja, nevarno osebo, ne, oziroma še blagohotno, ampak ja. Sorry, Nadja, hočeš ti povedati, če kaj o tem že? To je tako.
Ja, ne, mene zdaj, to, ko smo se pogovarjali, je meni bilo zanimivo, mislim, opažam na slovenskem področju, da se, če je bilo ravno govora o tem, da so lov na čarovnice, se zdaj povezuje z nadzorom reproduktivnosti, da se v današnjem času recimo ena izmed znanih, pač uspešnih slovenskih babic, ki ima edina doktorat iz babištva, ker ga je šla delati v tujino, ker pri nam babištvo niti v izobrazbi, no, okej. V glavnem pač je hotela iti na izven strogo medicinsko obravnavo nosečnosti in poroda, in je že njena babica in je že njena mama so bile babice in tako da imajo že to nekako v družini, se pa močno razlikuje neko to tradicionalno babištvo ali pa neke vednosti o tem, kako pomagati ženski, od teh medicinskih prestopov, ko so pač zelo tehnokratski. In zdaj, no, zakaj sem to babico omenila, zato ker ona se na teh družabnih omrežjih ima ravno na začetku to podobo čarovnice in točno to, ko si te omenila, ta citat napisan, da ona je ta preživela vnukinja čarovnic, ki jih niso uspeli zažgati. In ja, da se še zdaj v bistvu ženske, ki imajo v babištvu, ki jih zanima drugačen način babištva, kot je družbeno določen ali pa smatram kot pravilen ali pa neka norma današnjega naprednega zahodnega sveta, so izvržene iz neke uradne medicine, recimo temu, čeprav imajo vse nazive, strokovne usposobljenosti, ki so potrebne za njihovo delo, oziroma imajo ponavadi še več znanja, kot pa povprečen porodničar, recimo. Ja, in pač mene je bilo to zanimivo, no, da se povezuje še vedno ideološko mogoče to moč upreti se sistemu, zato ker verjameš, da ti delaš nekaj prav, ali pa hočeš ohranjati neka znanja, ki propadajo, oziroma se jih poskuša pač izločiti iz vednosti, ki je trenutno mišljeno kot pravilno, da se identificirajo s čarovnicami in jim to daje pač tisto moč, da se opirajo še naprej, pa da stojijo za svojimi načeli, prepričanji, znanji in hoče to ohraniti, tudi če samo nek balonček malo na strani. Sam opozorila bom, da nam bo tukaj povezava, se bomo mogli že umakniti, mislim, da je za nami še neko drugo srečanje, tako da samo zanima me, če bi želeli kdorkoli izmed vas nadaljevati to debato še dalje, ali če je interes za to ali ne, lahko naredimo še eno povezavo. Mogoče se izjasnite v chatu, če pa ne, pa mogoče počakam, da se mogoče izjasni, če bi to želel še karkoli nadaljevati te misli, ki jih zdaj razpredamo. Če pa ne, pa bomo potem to druženje zaključili za danes. Kako si pa ti razpoložena? Jaz? Ja. Ker si tudi rekla, da nisi prav najboljša. Jaz bi zmogla še ne pol ure, no, pa se moram posloviti tudi zaradi otroka, no. Me pa zanima, kaj ima Katja Čičigoj povedati o tej knjigi, The Capital is Sorcery. Ne, že to je bila samo taka asociacija v bistvu. Pač tudi v zvezi s tem, kar je Nadja zdaj govorila, no, in pa to, kar si rekla ti, Teja, glede te problematičnosti nekih teh pozicij, se mi zdi ful dobra tvoja pač teza, nekako se borijo proti nečemu,
z neustreznimi sredstvi. Ampak sem se spomnila na to knjigo, to je v bistvu stara, tam iz 2008-2010 in je bolj analizira te anti-global proteste in tako, ampak v glavnem govori o kapitalizmu kot o neke vrste začaranju, se pravi s to neko fiksacijo, da pač imamo zdaj ta sistem, ko se nič ne moramo proti njemu narediti in tako naprej, in kako to deluje deaktivacijsko ta ideja, ampak govori tudi o teh čarovnicah, pač feminističnih čarovnicah in se spomnim, da ima tam neko tako analizo v tem pač tako, v tem zelo filozofsko-pragmatičnem smislu, pravi pragmatizma, v smislu, kaj to, in je to zelo podobno kot to, kar je Nadja zdaj povedala, se mi zdi, kaj to, v bistvu ta identifikacija ljudem omogoča, ne, se pravi tako, če se identificirajo kot čarovnice ali pa to nekaj vzamejo za svoje, a to pol nekako jim pomaga nek ta skupnostni moment, recimo neke socialne vezi tkati ali pa neko uporniško energijo iz tega vzeti ali pa tako, ne, se pravi, in v tem smislu pač tako ima nek zelo mislim, da precej pozitiven odnos do tega, tako da je pač nekaj, kar je nekim ljudem v nekih kontekstih pomaga artikulirati neke uporniške pozicije in tako naprej, tako da se mi je tudi zdela pač neka zanimiva perspektiva, ne, zdaj tako, cela knjiga je pač se da marsikaj verjetno oporekati, sploh iz bolj neke ortodoksne marksistične perspektive, ampak tako, no, mogoče tudi ta nek možnost videti, kaj lahko neke stvari naredijo, ne, tudi če pač ne naredijo tega, da dejansko proizvedejo nek upor ali pa so pomanjkljive lahko iz ful vidikov, ne, tako. Jaz bom nastavila, zdaj bom se pač tukaj prilepila povezavo, pa lahko nadaljujemo pogovor tam. Bom pa pač tukaj še uradno zaključila, torej ne še klikati zdaj gor, bom samo uradno zaključila tole razpravo in sicer tisti, ki se nam ne boste kasneje pridružili na nadaljevanju debate, hvala, ker ste bili z nami danes na v bistvu zaključnem bralnem srečanju dela Kaliba in čarovnica. Seveda to ni končno srečanje, ampak zaključujemo pa s branjem te knjige. In ob tem se nam je pridružila prevajalka dela Teja Hvala, za kar se ji najlepše zahvaljujemo. In seveda vas vabimo, da se v bistvu udeležite spet našega naslednjega srečanja, ki je prav tako potekal po vsej verjetnosti preko spletne platforme Trubarjev Višje literature oziroma Mestne knjižnice Ljubljana. Več informacij pa lahko v bistvu o samem seminarju in naših srečanjih, ki bodo zdaj parkrat do pomladi v bistvu bolj kot ne predavanja. Na spletni strani oziroma na Facebook strani Sestrovščina ponosnega delfina. Bom v bistvu, kar sem prilepila, ker pa moje, zato ker je malo hecno ime, si to ne bo zapomnil. In tam lahko spremljate v bistvu naše dogodke, pa tudi lahko se pridružite našemu mailing listi, kjer tudi seveda obveščamo o vsem, kar se dogaja. Pa tudi na strani Trubarjev Višje literature sproti objavljamo v bistvu vsebine naših srečanj. Tako da v bistvu naslednje bo 9.2., se pravi februarja. Tako da upam, da se z nekaterimi izmed vas, ki ste bili danes z nami, še vidimo. Sedaj pa v bistvu bom zaključila tole srečanje, pa se vidimo na povezavi, ki je v chatboxu. Tako da, evo, to je to. Čau. Hvala Teja, hvala Rok. Ja, prosim, hvala vam.